Poslušate oddajo 24 ur. Z vami sta Darja Skonc in Edi Pucer. Dober dan. In dobrodošli. Vlada ukinja dopolnilno zdravstveno zavarovanje, namesto njega obvezni mesečni prispevek 35 evrov. Izbire med zavarovalnicami tako ne bo več, denar se bo stekal v javno zdravstveno blagajno. Bo kdo oproščen plačila, bo zdravstvo bolj dostopno. Preprečili bomo obljubljajo v koaliciji, kjer so številni za namero Gibanja Svoboda izvedeli šele sinoči. Kako odgovarjajo v opoziciji in kaj sprememba pomeni za zavarovalnice? Po grožnjah Gibanja Svoboda so torej vložili zakon, ki ukinja dopolnilno zavarovanje, preneslo bi se v obvezno, prispevek pa bi znašal 35 evrov na mesec. Če bo predlog, ki ste ga načelno podprli obe vladni sopotnici, prestal parlamentarno sito, bomo zavarovanci zadnjo položnico dopolnilnega zavarovanja plačali avgusta, septembra pa nam bodo že trgali od plače oziroma prejemkov. Z denarjem bo po novem v celoti gospodarila javna zavarovalnica. Ker izbire plačati ali ne bo več, se bo za približno 5% zvišalo tudi število plačnikov. Špela Bezjak. Pozno sinoči so poslanci največje vladne stranke vložili predlog, ki čez 4 mesece in pol ukinja plačevanje dopolnilnega zavarovanja. Predlog zakona brez podpisa Socialnih demokratov in Levice, ki so ga sicer danes dopoldne vsaj na videz enotno skupaj pospremili v poslanski skupini Gibanja Svoboda. Ker bi sicer zavarovalnice, privatne zavarovalnice v prihodnjih mesecih tekmovale med seboj, kdo bo ta prispevek bolj dvignil. Namera Generalija, da brez česarkoli dvigne premijo iz 35 na 45 evrov in tej nameri bi sledili še obe drugi zavarovalnici, je za nas nesprejemljiva. Konec dopolnilnega pa 1. septembra prinaša plačevanje obveznega prispevka vsak mesec 35 evrov. Do takrat pa novih podražitev ne bo, še aprila namerava vlada zamrzniti cene. Prvi cilj je, preprečili bomo podražitve. Nobenih podražitev več. In drugi cilj je, ne bo več nobenih privatnih dobičkov iz naslova zdravstvenih zavarovanj. Torej bo to strošek za tiste, ki doslej niso plačevali dodaten? Ja, bo dodaten. Po ocenah vlade je takih približno 5% starejših od 26 let. Denar vseh se bo po novem stekal v skupno zdravstveno blagajno, klasične položnice jeseni ne bo več. Torej od plače bo delodajalec iz neto dohodka nakazal sredstva ZZZS-ju in enako velja za vse ostale podskupine. Zato tudi teh 5% za krepitev javnega zdravstvenega sistema ne vidimo kot problematično. Ker se ljudje sprašujejo, kako bomo dobili denar. Denar bomo dobili, če bo res potreba, če bo v zdravstveni blagajni zmanjkalo, bomo za te potrebe denar dobili v proračunu. Predlog, ki so ga že pred leti neuspešno kovali politični predniki aktualne oblasti. Za razliko od predhodnikov sva s finančnim ministrom usklajena. Denar bomo našli, je v zdravstvenem sistemu, tako da se ni za bati. Kot finančni minister si seveda želim, da se to ne bi zgodilo in da ne bi bilo treba odreagirati na način, kot smo. Je pa to en del sprememb v celotnem zdravstvenem sistemu. Bolj natančne strategije morebitnih proračunskih posegov finančni minister ni razkril. Prav tako še ni jasno, ali bo nov finančni priliv vplival na delovanje javne zdravstvene zavarovalnice, ki že zdaj upravlja z več milijardami letno in ji, kot je večkrat javno povedal sam, zdravstveni minister ne zaupa. A je ta javnosti znova posredoval optimistično sporočilo. Zelo veliko so se s predsednikom pogovarjala in mislim, da smo danes na prelomni točki reforme zdravstvenega sistema, ki je zapisana v koalicijski pogodbi. V koalicijsko pogodbo so vladni partnerji sicer zapisali, da bodo dopolnilno zavarovanje ukinili z letom 2025. Podražitve in tudi napovedane akcije političnih nasprotnikov so sicer terjale predčasne odločitve, ki pa bodo, kot je napovedal premier, le prehodne. Urška, če bo predlog sprejet, bomo torej plačevali obvezni zdravstveni prispevek, pa ga bomo res plačevali vsi in kam bo pravzaprav šel ta denar? No, namesto 3 zasebnih zavarovalnic bi bil prejemnik le Zavod za zdravstveno zavarovanje.
zavezanci za plačilo pa vsi, ki plačujejo obvezno zdravstveno zavarovanje. Za zaposlene bi torej 35 evrov odvedel delodajalec iz neto plače zaposlenega, za upokojence bi šel znesek iz pokojnine, odvajal bi ZPIZ, vsem tistim, ki jim država že zdaj krije dopolnilno zavarovanje ali razliko do polne vrednosti zdravstvenih storitev, pa bi po noveli plačevala tudi obvezni zdravstveni prispevek. Torej otrokom in mladini, ki so zavarovani po starših, osebam z veljavno odločbo CSD ter vojnim veteranom. Obvezni zdravstveni prispevek bi se enkrat na leto uskladil z rastjo povprečne bruto plače v državi v preteklem letu. Predlagatelji računajo, da bi ZZS s tem prejel dodatnih približno 590 do 620 milijonov evrov prihodkov. Ob upoštevanju plačila škodnih primerov in stroškov za upravljanje pa bi ZZS lahko namenil financiranju zdravstvenih storitev približno dodatnih 45 milijonov evrov letno, tako piše v oceni finančnih posledic zakona. Morebiten primanjkljaj prihodkov nad odhodki zdravstvene blagajne pa bi pokril državni proračun. Tako naj bi bilo vsaj do leta 2025, v tem času pa želijo najti stabilen vir financiranja. Hvala, Urška. Hvala. Navdušenje pri sindikatih, mešani občutki pri delodajalcih, zadovoljstvo zdravnikov in presenečenje zavarovalnic. Takšni pa so prvi odzivi na bliskovito napoved odprave dopolnilnega zavarovanja. Dobro je, da se denar za zdravje steka na en kup, pravijo sindikalisti. Ne vemo, če bo ta kup dovolj velik, se bojijo delodajalci. Zavarovalnice medtem opozarjajo, da stroški zdravljenja zaradi tega ne bodo nehali naraščati. Erik Brecelj, vodja strateškega sveta za zdravstvo pri predsedniku vlade, pa o spremembah sploh še ni bil obveščen. Marko Gregorc. Tako sindikatom kot delodajalcem, pa zdravnikom in zavarovalnicam vsem je skupno, da jih je bliskovitost vložitve odprave dopolnilnega zavarovanja presenetila. Tukaj imamo premalo informacij, da bi lahko rekli, da je to ena dobra odločitev. Menim, da smo tukaj prehitro na poti in da se bolj ukvarjamo z eno politično odločitev, kot pa z eno odločitev, katera je utemeljena tudi za številkami. A da gredo številke v pravo smer, ocenjuje predstavnik zdravniškega sindikata. To besedo se pogovarjamo o skoraj 100 milijonih evrih, ki bo iz praktično isto pobranih sredstev od državljanov, skoraj. In sredstva bodo povrh vsega zbrana na enem mestu, spremembe pozdravljajo sindikati. Ena od rešitev, ki jo tudi pozdravljamo, je garancija države za sredstva za zdravstveno zavarovanje. Sredstva iz proračuna pa bodo natančno taka, kot bi jih s podražitvami pobrali zavarovalnice, ocenjujejo v zavarovalniškem združenju. Se strinjamo s tem, da proračun verjetno v letošnjem letu nima te težave, ne? In bo lahko pokril to razliko. Popolnoma druga situacija bo pa v naslednjem letu. Nadaljevanje sodelovanja z zasebnimi zavarovalnicami pa da bi lahko bilo na dolgi rok cenejše za državo in državljane. Če pride do ukinitve, vsekakor do posledic bo prišlo pri vseh treh družbah, ne? Seveda se bo zmanjšal obseg prihodkov, ne bo se poslabšal rezultat, kar je zelo pomembno, in pa zmanjšalo se bo seveda število zaposlenih verjetno. Naj zavarovanje čim prej postane progresivno, še hočejo sindikati. Nepravično je, da vsi plačujemo enako, bolj pravičen bi bil odstotek od plače. Glede na to, da delamo na tem, da se plače naj v neto znesku povečajo, zdaj delamo vse na tem, če bomo šli v to progresivno lestvico, da se bojo v bistvu prijemki pri določenih in ravno na tem sloju, ki želimo, da imajo več v žepu, zmanjšali. Muževič bi progresivno lestvico uvajal z občutkom. Če bi pretirana bremenitev bogatejša odgnala, od tega nič ne bi imeli niti revnejši. Upa, da bo napovedana ukinitev tokrat vendarle uspela. Mislim, če tokrat politike ne uspe, se lahko poslovi iz pakira kavčka. Kakšni pa so politični odzivi? Gre za koalicijsko zavezo, zato ima zakonski predlog podporo vseh treh vladnih strank. Čeprav je bil zakon, kot tudi sami priznavajo, oblikovan in vložen zelo na hitro. V opoziciji pa so nad ravnanjem vlade kritični. Gre za cenen PR, improviziranje in nejasne prioritete, pravijo. Metka Majer. Ideja za vložitev predloga v tem trenutku naj bi nastala v ozkem krogu Gibanja Svoboda in njenega predsednika in je bila še do včeraj za marsikoga tudi iz koalicije povsem novost. Želeli smo predvsem reagirati hitro, zato smo reagirali takoj.
da bi preprečili morebitne stiske naših državljank in državljanov. Zakon je torej vložen le s podpisi poslancev največje stranke, prvo vabilo na tiskovno konferenco pa tudi ni vključevalo koalicijskih partneric, čez nekaj ur so ga v Svobodi popravili. Mi smo se včeraj popoldan o tem dogovorili in tudi o tem, da bomo skupaj imeli tiskovno konferenco. Ne bi iskali nekih nesoglasij kot ponavadi, nesporazumov in tako dalje. Pomembno je, da smo danes tukaj, pomembno je, da smo združeni v enem cilju, da smo v tem cilju enotni in močni. In kljub posamičnim neuradnim negodovanjem sta uradno obe manjši koalicijski stranki z večjo partnerico torej povsem složni. Smo koalicijski partnerji tukaj zelo enotni v prepričanju, da je bilo potrebno reagirati in to tudi pozdravljamo. Seveda pozdravljamo, da smo končno našli način, kako to nepravičnost začenjamo odpravljati. Prav na vprašanju dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja se je leta 2019 zlomila vlada Marjana Šarca, takrat je nadkoalicijska Levica prav zaradi obotavljanja pri ukinjanju sodelovanja z vlado prekinila. Danes je drugače, zagotavljajo v Levici. Ne sedimo okrog mize vsak z svojo pozicijo in napol skregani, danes stojimo tukaj skupaj. In ne, vlada ne bo padla tokrat. Lahko pa naštejete, koliko jih je padlo prej, pa verjamem, da bomo dobili pohvalo, potem, ko nam bo to uspelo. Vlada predstavlja denar iz levega v desni žep, tako pa prenovo sistema vidijo v Novi Sloveniji, za katero je glavna težava prav Zavod za zdravstveno zavarovanje. Enostavno moramo narediti korak naprej od tega planskega zdravstva, za bolj dostopno zdravstvo. Me čudi, da so se na ta način lotili. Da je koalicija še 2 meseca nazaj napovedovala, da se bo najprej lotila težave prav pri ZZZS-ju, zdaj pa naenkrat spreminja vrstni red, pa še dodajajo v SDS-u. Nobene resne namere, nobene premišljene politike, improvizacija in zganjanje cenjenega PR-a. Bolj ima človek občutek, da to vladno letalo pilotirajo stevardese. Nič slabšalnega pri tem, ampak ve se, kdo mora pilotirati letalo. Se pa politični boj za uresničitev danes predstavljenih načrtov seveda šele prav začenja. Naša prizadevanja so jih spodbudila, da so začeli delati, tako pa so se na predlog ukinitve dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja odzvali v društvu Inštitut 1. oktober, ki ga vodi nekdanji poslanec SDS-a Pavel Rupar. Društvo je sicer pripravilo tudi svojo različico zakona in če koalicija v 50 dneh ne bo ukinila dopolnilnega zavarovanja, društvo napoveduje nove proteste. Ukinitev dopolnilnega zavarovanja podpira tudi Zveza društev upokojencev Slovenije Žiga Bonča. Inštitut 1. oktober. Tiskovno konferenco so pripravili, da bi predstavili svoj predlog zakona o ukinitvi dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. A vsebine predloga niso želeli razkriti. Ko bo zakon na vrsto, bomo povedali, idealne rešitve so brez obremenitve davkov, brez obremenitve plač. Pravijo, da bi z njihovim zakonom vsi, ki zdaj plačujejo dopolnilno zavarovanje, na leto prihranili 450 evrov. Koaliciji pa so namenili 50 dni časa, da sprejme svoj zakon in dopolnilno zavarovanje ukine. In ne delajo noč in dan, tako kot je treba za ljudstvo delati. Po 50 dneh bomo tukaj in na Gregorčevi stali noč in dan. In kje bi dobili približno 600 milijonov evrov, ki z dopolnilnim zavarovanjem sicer zberejo zavarovalnice? Naš predlog je, da vzamejo to iz postavk za begunce, za tujce, za ne vem kjer migrante, iz postavk Ministrstva za kulturo, kjer plačuje ta država 3200 raznih kulturnih ne vem koga. Ukinitev dopolnilnega zavarovanja sicer podpira tudi Zveza društev upokojencev. Zaradi tega, ker kot vidite, zavarovalnice imajo relativno odprte roke, da dvigujejo cene. Naši člani pa nimajo sredstev, da bi te cene lahko pokrivali, računajo pa seveda na polno zdravstveno oskrbo. Vladi sicer Zveza društev upokojencev in Sindikat upokojencev očitata, da je neodzivna. Danes so jo namreč pozvali k izredni uskladitvi pokojnin v višini 3,5% in še k odstotni dodatni uskladitvi za upokojene do leta 2011. Policija je ugotovila identiteto